Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo. Letošnje leto se izteka. Bilo je nenavadno in povsem drugačno, kot smo ga bili vajeni do zdaj. Bilo je polno preizkušenj, prepovedi in odrekanj in bo ostalo zavedno v naših spominih, kot velika preizkušnja, ki naj se ne bi nikoli več ponovila. A vendar, danes je Božič, ki z vso svojo sporočilnostjo prinaša upanje in želje po nečem novem in lepem. Naj se to zares zgodi in naj v naše življenje pride vse tisto, kar smo imeli radi. Naj se življenje povrne v stare tirnice. Iz vsebine današnje informativne oddaje poudarjamo. Občina Litija dobila proračuna za leti 2021 in 2022. Posebnost je seja občinskega sveta, ki je tokrat prvič potekala na daljavo prek videokonference in se bo kot taka zapisala v zgodovino delovanja občinskega sveta. Zaradi korona krize in temu posledično razglašene karantene je vlada Republike Slovenije pripravila že 7. protikoronski paket, ki naj bi vsaj nekoliko omilil posledice med prebivalci Slovenije. V ponedeljek je bila 14. redna seja občinskega sveta Litija. Tokrat je bila izvedena na daljavo prek videokonference, kar se je zgodilo prvič v zgodovini njegovega delovanja. Glavna in najpomembnejša točka dnevnega reda je bila obravnava in potrditev občinskega proračuna za leti 2021 in 2022 v drugem branju. Na začetku je župan Franci Rokavec pojasnil, da je bilo v času od prvega branja izvedena širša javna obravnava, v kateri so sodelovali vse krajevne skupnosti, pa tudi mestna skupnost Litija in drugi. Prišlo je do nekaterih sprememb, predvsem v predlogu za drugo branje vključenih investicij v komunalno infrastrukturo. Sicer pa še vedno ostajajo najpomembnejši naslednji projekti. Izgradnja novega vrtca Najdi Hojca, izgradnja podružnične osnovne šole Hotič, izgradnja kolesarske steze v smeri Kresnice in zaključek kanalizacijskega sistema Litija. Po razpravi so svetniki oba proračuna potrdili. Ja, mislim, da je to pomembno, sporočilo, pomembno, tudi odločitev občinskega sveta, namreč občina ima dejansko tako za leto 2021 in 2022 že sprejete proračuna, pa ne samo proračuna, ima sprejete že tudi vse, tri lokalne programe, tako na področju kulture, športa, sociale. Se pravi, da lahko ob koncu meseca oziroma začetku novega leta že tudi objavimo razpise za, se pravi, delovanje društev na vseh področjih. Najbolj pomembno pa se mi zdi, da imamo zdaj res, že postavljen okvir, podlago za, se pravi, tako javne razpise za izvajanje projektov. Tukaj je zagotovo v prvi vrsti najprej razpis za nov nadomestni vrtec Najdi Hojca, ki je eden izmed, se pravi, ključnih. Potem pa seveda sama, izvedba, se pravi, evropskega projekta večnamenske cestno-kolesarske povezave Litija, Počentjur, Pogonik, potem izdelava PZI dokumentacije za šolo v Hotiču, pa, se pravi, v prihodnjem letu najbolj pomembno, da pridobimo gradbeno dovoljenje za širitev litijske kanalizacije in pa tako kanalizacije s čistilno napravo in vzporedno gospodarsko infrastrukturo v Kresnicah. Pričnemo z projektiranjem tudi kanalizacije Jevnica Kresniške Poljane in pa z projektom, se pravi, nadgradnje ter mreženja in povezovanja vodovoda Litija Šmartno. Potem sodelovanja pri projektu, se pravi, širitve nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma skupaj z, se pravi, tudi načrtovanjem možnosti prostora za postavitev, se pravi, za heliodroma tukaj pri zdravstvenem domu. To so mogoče recimo tisti najbolj ključni projekti, ki so vezani tudi za, se pravi, potem naslednjo finančno perspektivo, pa seveda začetek projektiranja še tudi ostalih projektov,
s katerimi smo letos naredili en tak nabor kar 48 projektov, ki smo jih posredovali za, se pravi, financiranje v prihodnji finančni perspektivi. Zato se mi je tudi zdelo pomembno, da smo pripravili predlog dvoletnega proračuna, da se vse te aktivnosti lahko res čim hitreje zdaj tudi sprožijo in začnejo izvajati naprej. Pa projekti, s katerim je občina kandidirala na Lasu, se pravi, tukaj je ozelenitev Litije, recimo eden izmed teh projektov, zaključitev našega Sitarjevca, druga faza, ki bi sicer prvotno že bil planiran v letošnjem letu, pa se je prav zaradi korone delno premaknil v, se pravi, začetek prihodnjega leta, pa določeni ukrepi na področju turizma, recimo tukaj zagotovo tudi razmišljanje o širitvi in urejanju dela starega mestnega jedra ob novo nastajajoči tržnici v Litiji. Se pravi, celo vrsto nabora pomembnih projektov, ki so pred nami za, bi rekel, izvajanje v prihodnjem letu. Korona kriza ne popušča in še vedno čakamo, kdaj se bo krivulja obrnila navzdol. Takšno stanje povzroča vse več preglavic v gospodarstvu, pa tudi v vsakdanjem življenju vsakega prebivalca naše države na vseh področjih. Vlada Republike Slovenije se trudi, da bi vsaj nekoliko omilila stanje in tako pripravila že 7. protikoronski paket ukrepov, v katerem je zajela najranljivejše skupine. O tem, kaj vsebuje, je povedal poslanec Boris Doblekar. 7. protikorona paket je pripravljen, strani vlade tudi usklajen, bolj ali manj seveda z socialnimi partnerji, z vsemi ostalimi deležniki, ki vedno prisostvujejo zraven pri ustvarjanju teh ukrepov. Seveda v prvi vrsti tukaj tudi gospodarstvo, ki nosi kar veliko breme in ga bo tudi v prihodnje, kajti vemo, koliko denarja bo šlo, je že šlo iz državnega proračuna in pa seveda tudi evropskega, iz sklada za okrevanje in odpornost. Zato je seveda bistvenega pomena, da pomagamo gospodarstvu, ob tem, da seveda znatno pomoč namenimo tudi ljudem, kar pa pomeni predvsem ranljivim skupinam, predvsem tudi tistim skupinam, ki morda niso bili doslej v korona paketih zajeti v dovoljšni meri. Zdaj seveda gospodarstvu se pomaga spet na način, da se ohranja vsa tista nadomestila, ki so bila že doslej, kar pomeni čakanje na delo doma, potem vse ostale druge subvencije. Predvsem je treba tukaj tudi jasno povedati, da smo se odločili, da minimalna plača torej se bo dvignila, ne bo se zamrznila zaenkrat. Tukaj so še neke stvari odprte, ampak jaz upam, da jih bomo pravočasno in pa tudi v skladu z vsemi deležniki tudi uskladili in bo tudi za prihodnje leto potem usklajena zadeva, kar se tiče minimalne plače. Knjižnica Litija je razgibano leto 2020 sklenila z izdajo literarne revije Regrat. Vanjo so vključeni pesniški in prozni prispevki članov skupine Lila piše. Olepšali so jo likovni dosežki, med katerimi bodo bralci občudovali tudi prejemnike zlatih palet. Ubesedenim prispevkom so skupna čustva in impresije ob plimovanju Bibavici leta 2020. To leto bo gotovo nepozabno za vse nas. Tako so ob izidu nove literarne revije zapisali v knjižnici Litija. Več o tem pa je povedala Aleksandra Mavretič. Drage gledalke, spoštovani gledalci, sredi decembra je v knjižnici Litija izšel novi Regrat. Nova literarna revija Letnik 10, leto 2020 in številka 1 je posvečena letu korone, zato nosi podnaslov Osame. V uvodu je direktorica knjižnice Andreja Štuhec zapisala: Regrat pravzaprav pomeni revija gradi atmosfero.
gradi odnose, neguje povezanost. Iz Regrada klije upanje, da se kmalu kaj spremeni. Regrad vsebuje gradnike nove realnosti, to so ubesedene ali pa upodobljene žalost, upanje, ljubezen, jeza, strah, bolečina. Pa tudi ironija, humor, pogum, drznost, posmeh in še vrsta drugih sil, ki so del nas, polnijo to vsebino. Leto 2020 si bomo lahko zapomnili. Ni bilo dobro leto, veliko dobrega smo izgubili. Smo pa zaradi osame in skrbi precej jasneje videli vse tisto, kar je stampedo civilizacijskega razvoja zavil v meglico. Skratka, to so uvodne besede Andreje, sodeluje pa v tej številki več kot 20 avtorjev. Nanizali so pesmi, fotografije, zgodbe, njihove občutke v tem letu, v letu osame. Revija Regrad je na voljo v knjižnici Litija po ceni 3 evre, lahko jo naročite tudi preko spleta. In na zadnjem delu je tudi obrazložitev naslovnice Regrada, oblikovalca Janija Brica, in sicer zakaj se je odločil za reko, ki nas deli z virusi in s tem Regradom in pa seveda v črki G tudi z masko. Maske so bile letos precej pogoste in obvezne. Da bi v novem letu bili brez mask, drage gledalke, spoštovani gledalci, preberite tudi Regrad in spoznali boste naše občutke, ki jih revija prinaša. Regionalni center NVO Zasavje je objavil razpis za najprostovoljce za leto 2020. Za nazive se poteguje 11 kandidatov v kategoriji Prostovoljec Zasavske regije 2020 za posameznike, 6 kandidatov v kategoriji Prostovoljska organizacija Zasavske regije 2020 in 4 kandidati v kategoriji Prostovoljski projekt Zasavske regije 2020. Glasovanje poteka od 18. decembra do 7. januarja. Iz občine Litija za naziv najprostovoljec kandidirajo naslednji: Jože Kos, Aleksandra Krnc in Žiga Rapi. Več informacij lahko najdete tudi na spletni strani konzulta.si. Kolesarsko društvo Litijski tempomat poleg športnih aktivnosti organizira tudi dogodke z dobrodelno noto. Litijo in Šmartno so tako že 4. zapored preplavili božički na kolesih. Božična kolesarska etapa se je zgodila to nedeljo, ko so božički na kolesih najprej prevozili pot med Litijo in Šmartnim. Obdarovali so vse pridne otroke, ki so jih pričakali na njihovi poti. Poleg obdarovanja otrok so ravnatelji šole Gradec Damjanu Štrusu izročili bon v vrednosti 1000 evrov donatorskih sredstev za namen pomoči socialno šibkih učencev pri obšolskih dejavnostih. Dogodek je bila prijetna popestritev v predbožičnem času, sploh v času korona krize, zato gre organizatorjem vsa pohvala. Ena od tradicij v tem času je tudi prihod betlehemske lučke, za katero so odgovorni slovenski skavti. Betlehemska lučka je prišla tudi v litijsko občinsko stavbo, v kateri so jo iz rok litijskih skavtov prejeli občinski svetnik, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Boris Doblekar. Ob tem dogodku sta bila prisotna tudi litijski župan Franci Rokavec in podžupanja občine Litije Liljana Lovše. To pa je vse, kar smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim prijeten večer.